Dobrodošli v novem videu in v temu crazy marketu, ki ga imamo trenutno. Danes smo dobili CPI report, Consumer Price Index report, ki meri inflacijo, tako da moramo malo govoriti o temu, kakšni so bili rezultati. Drugo pa rabimo govoriti o Bitcoinu, zato ker Bitcoin je zdaj v zadnjih 3 dneh zrastel 25%, glih kar je breaku 25.000. Tako da v bistvu rabimo narediti danes še eno Bitcoin analizo, vem, da sem jo naredil 3 dni nazaj, ampak v bistvu zaradi tega crazy move rabimo danes narediti še eno. Če vas zanima sam Bitcoin analiza, lahko skipate na to številko, bom jo dal na screen, ker vem, da nekateri ste probably zato kliknili na ta video, tako da ne rabite gledati CPI-ja, če vas to ne zanima. Če si pogledamo CPI, je prišel na 0,4 month over month, kar je bilo enako kakor expectationsi, isto 6% year over year, isto enako kakor expectationsi. Predvsem je pomagal padec v energiji, da pač ni inflacija toliko zrasla, kakor so nekateri pričakovali. Še vedno je pa hot shelter inflation, kar je nekako dobro, zato ker mi vemo, da je shelter inflation v bistvu dosti lagging, da bo to slej ko prej pač padlo. In v bistvu dobre novice pri temu CPI-ju so bile, da je začel padati že v bistvu service inflation, tako da v bistvu začel se je nekako tudi ta disinflation v servisih, no ne pravim, da se je začel, ampak malo smo ga začeli to videvati. Tako da zdaj v bistvu rabimo samo še disinflation v housingu, mi pa vemo, da pač housing laga, ampak recimo shelter je 34% CPI-ja, zdaj v temu CPI-ju je bil še zvišan iz 32% na 34%, tako da to dosti veliko vpliva na CPI, recimo shelter je bil zdaj up 0,8% month over month, kar je ful, a ne. Mi vemo, da se bo to probably zmanjšalo. Inflation rose in February, but was in line with expectations, likely keeping the Federal Reserve on track for another interest rate hike next week, despite the recent banking industry turmoil. Se pravi, večina, zelo veliko folka je v bistvu po temu propadu SVB banke v bistvu pričakovali tudi, da bo Fed se ustavil zdaj naslednji meeting. Meni se to sicer nikoli ni zdelo dosti taka realna opcija, ampak bomo si pol pogledali tudi expectations-e. Zdaj pač najbolj verjetno spet, da bo v bistvu, da bojo zvišali obresti za 0,25%. To se je meni v bistvu zdelo že pred tem propadom banke, v bistvu tudi če ste gledali kanal, sem večkrat to rekel. Core inflation je zrasel za 0,5 month over month, to je bil edini del tega reporta, ki je bil majčkeno hot expectation za core inflation, se pravi, to je inflacija brez hrane pa brez energentov, ker sta te dva dosti volatilna. Expectation je bil 0,4, prišel je na 0,5 in pa to je month over month cifra, pa 5,5 year over year, to pa je bilo in line z expectationsi. Če si pogledamo malo ta chart, CPI v bistvu dropa že od junija, se pravi, smo nekako na pravi poti, bi lahko rekli, ampak v bistvu vemo, da ta proces v bistvu, da pridemo do 2%, kar je cilj Federal Reserva, zna trajati kar dolgo časa. Stoksi so up, ja, Nasdaq nazadnje, ki sem pogledal, okoli 1,5% up. So pa tudi two-year treasury zrasli po temu hudem dropu, ki smo ga videli zaradi te drame, kar se tiče Silicon Valley Banka. Two-year je nazaj na 4,33%. Se pravi, kakor smo rekli, najbolj je vplival na ta CPI zmanjšanje v cenah energentov, se pravi, energy je padel za 0,6% month over month, pa 5,2% year over year, kar je dobro.
cena hrane se je na drugi strani spet zvišala, 0,4% month over month, pa 9,5% year over year. Si pogledamo tukaj isto shelter cost, to smo že govorili, da je bil up 0,8 month over month, year over year 8,1%. Tukaj isto piše Fed officials largely expect housing and related costs such as rent to slow over the course of the year. Kot sem rekel, pričakujemo, da se bo ta shelter inflation zmanjšal, zato ker to res lega okoli 6 mesecev ali pa še več. Housing costs are a key driver of the inflation figures, but they are also a lagging indicator, to smo rekli. It typically takes 6 months for new rent data to be reflected in the CPI. Ok, točno to smo v bistvu lihka rekli, da lega pač shelter inflation za okoli 6 mesecev. Če si pogledamo še tole, zaradi tega, ker je housing toliko hot, pa zato, ker tudi Federal Reserve ve, da se bo housing slej ko prej v bistvu zmanjšal. Zdaj v bistvu uporabljajo super core, se pravi, to je v bistvu core inflacija, samo še brez housinga. No in core inflacija, mislim ta super core inflacija je že na 0,2%, zdaj za ta februarski CPI 3,7 year over year, kar pa je že dosti blizu temu 2% cilju. Pač valjda 2% cilj je za cel CPI, ne za supercore, oziroma za cel PCE, ko Fed govori o njihovem cilju, najverjetneje govorijo za PCE inflacijo, zato ker oni, pač to je njihov ljubši report za inflacijo, no, ne CPI. Ampak ja, v bistvu probably, ko bomo videli še padec cen v housingu, se zna v bistvu CPI, mislim, inflacija se zna še bolj zmanjšati. Če si pogledamo zdaj malo, kaj se pričakuje za naslednji Federal Reserve meeting, ki bo 22. marca. Najprej bi vam rad prebral expectations od teh večjih finančnih ustanov. Bank of America pričakuje 0,25%, Citibank pričakuje 0,5%, zaradi tega zaradi hot jobs reporta prejšnji teden. Oni so isto zadeli core za ta CPI report, rekli so, da bo core najverjetneje prišel malo bolj hot, kot expectations na 0,5 month over month, tako da to so v bistvu zadeli spot on. Ne vem, če imajo pač problem. Jaz bi rekel, da nimajo prav, kar se tiče Federal Reserve meetinga, da je v bistvu nemogoče, da gre se Fed 0,5, sploh po tej krizi, kar se tiče bank. Barclays pričakuje pause ali pa 0,25. Tudi pause se mi zdi dosti malo verjetnosti, no, da se zgodi, ker še vedno inflacija je še vedno na 6%, dvomim, da bo Federal Reserve pauzil. Goldman Sachs isto pričakuje pause, JP Morgan pričakuje 0,25 in enako Deutsche Bank pričakuje 0,25%. Če si pa pogledamo, kaj price in market, sodeč na tale CME Watch Tool, se pravi, market pričakuje za 86% 0,25% zvišanja obrestnih mer na naslednjem meetingu in pa s 13,6% v bistvu price in pause, se pravi, da Federal Reserve ne bo v bistvu za nič zvišal obrestnih mer. V bistvu še en dan nazaj so bile te cifre dosti drugačne, je bilo kar 35% za pause. To se je v bistvu zgodilo zaradi tega, zaradi te krize pa propadov, ki jih vidimo v bankah. Prejšnji teden so propadle 3 zelo velike banke v Ameriki in folk je strah, da pač če bo Federal Reserve višal še naprej obrestne mere, da se bo to še naprej dogajalo. In ja, mogoče imajo prav, ampak še vedno se mi zdi, da Federal Reserve je
še vedno bolj pomemben, da stabilizirajo cene za enkrat. Recimo en teden nazaj je bila pač situacija čisto drugačna, ne, pred vso to dramo je bilo pa 0% za post, 30% samo za 0,25 in v bistvu 70% skoraj za 0,5, ne, tako da v bistvu vidimo, kako se lahko to hitro spremeni, ne, v enem tednu, v enem dnevu, kakšni premiki se dogajajo. Ja, se pravi, to je to, kar se tiče tega CPI-ja, rad bi pa zdaj govoril še malo o Bitcoinu, zato ker Bitcoin je zdajle dosti crazy zadnje 3 dni, je zrastel okoli 25%, in danes je breakal 25,000, kar je dosti pomemben level, zato ker to je bil prejšnji high, tako da bi danes naredil še eno kratko Bitcoin analizo. Ja, sicer vem, da sem jo naredil 3 dni nazaj, ampak v bistvu me tudi zanima, napišite dol v komentarje, kaj se vam zdi, a je ena Bitcoin analiza na teden v redu, bi radi več, bi radi manj, dajte napisati, ne, da pač v bistvu da vem, ne. Ampak ja, v bistvu, če najprej povemo, zakaj Bitcoin sploh toliko raste zdaj zadnje dni. V bistvu ima malo veze s tem propadom banke, folk ne vem, kaj mislijo, da banke, če niso varne, mogoče dajo zaradi tega cash v Bitcoin, jaz si predstavljam, da je to, plus USDC, stablecoin, ko smo govorili zadnjo analizo, da se je depegel, se v bistvu situacija dosti popravila, ko smo izvedeli, da je ta denar, ki je bil v Silicon Valley Banku, varen, da bo v bistvu Fed vse bailoutu. Tako da se je v bistvu lepo nazaj pegel na $1, tukaj ni več strahu pač, da bi se depegel ta stablecoin. Ok, če si pa pogledamo še malo na chartih Bitcoina. Prejšnjo analizo smo govorili o temule, da ko daily stochastic pride pod 15, no, da polka v bistvu se expanda nad, smo videli okoli 17% premik, kar se tiče averagea, no, zdaj v bistvu, če gledamo tukajle je crossu, in ja, v bistvu, kaj se je zgodilo, basically, do zdaj smo videli 17% premik. Dosti, kar se tiče statistike, dosti accurate, ne, sicer tega premika še ni konec, najverjetneje bo mogoče ta premik tudi večji, ampak ja, v bistvu smo dosti hitro videli to, da se je playout, ali tudi jaz nisem tega pričakoval, če ste gledali analizo, sem rekel, da se bo najverjetneje to zgodilo na CPI, no, ampak Bitcoin je v bistvu že včeraj, mislim, da je zrasel okoli 8%, tako da, ja, tudi jaz nisem pričakoval, da se bo tako hitro to zgodilo. No, se pa dogaja nekaj na 5-day timeframeu, zanimivega, en setup, ki smo ga že enkrat coverali tudi na tem kanalu, no, ampak se spet dogaja. Kaj je ta setup? 5-day, se pravi volatility proti stochastic momentumu, in kaj je v bistvu, gledamo pri tem setupu, ki je low volatility, to je na indikatorju BBWP pod 15 percentilov, no, pa v bistvu, ko vidimo expansion, spet nazaj gor, smo videli v povprečju do zdaj 42% premik, če gledamo za timeframe, se pravi, nekaj takega kot tukaj, da bi se zgodil volatility, gre najprej pod 15 percentilov, no, in pa v bistvu, ko prečka nazaj gor, smo videli v povprečju 42% premik, recimo klele, to je bil ta premik pač iz lowsov, pa pol vse do 22,000, 23,000. No, in pri temu setupu si lahko pomagamo z stochasticom, v katero smer lahko pričakujemo, da bo šel Bitcoin. Stochastic je zadev okoli 80% rezultatov do zdaj, se pravi,
Je dosti natančno, mislim, dosti imamo neki edge, če uporabljamo Stochastic za smer, ampak valjda ni 100%, ali ne, 80% ni 100%. To so pač verjetnosti, nesigurnosti. Stochastic je trenutno obrnjen na gor, ampak se pravi moramo gledati, kam bo obrnjen Stochastic, ke se BBWP expanda, se pravi, ke pride spet nad 15 percentilov. Lahko si pogledamo v bistvu, kaj bi teh 42% pomenilo za price. Na gor si predstavljam, da kar veliko, se pravi 42% bi prinesel Bitcoin, ja, v high 30, ke se pravi, kaj je to, 37 000, če gledamo navdol, 42% bi v bistvu Bitcoin pripeljal na nove lowse. Tako da, kar se tiče tega, spet v bistvu ni nujno, da bo 42%, to je neki average, imate pol različne variacije pri temu. V bistvu lahko vam povem tudi average, ponavadi za shortse, se pravi, če bi bil ta premik nadol, je v bistvu average 35%. Lahko še to pogledamo, kam bi prinesel Bitcoin, 35%, ja, pa tam na 17 500, 16 500. Ja, v bistvu za longse je pa average 43%. Kar se tiče časovno, je pa povprečno ta premik rabil 36 dni. Tako da v bistvu ta signal je še dosti early, no, kar se tiče. Ponavadi vidimo nekaj takega, da je pač nekaj časa BBWP pod 15 percentilov. To pričakujem tudi zdaj, da se bo zgodilo, se pravi, ne vem, recimo čez 2 tedna, 3 tedne, jaz računam, da bi ta signal lahko bil relevant, tako da v bistvu bomo gledali od takrat, a ne, kaj lahko pričakujemo. Se pa to v bistvu ujema tudi z 5-day Gaussian channelom. Tudi ta indikator smo zadnje čase veliko gledali. No, in kaj se je zgodilo, 5-day timeframe ima v bistvu končno neko tako legit šanso, da closa nad to mediano, kjer rejecta Bitcoin zdaj že 3 tedne. In v bistvu ga rejecta že od januarja 2022. In ja, v bistvu zdaj mislim, čez 2 dni pa 9 ur imamo šanso, da res closamo nad tem, če ne dropa. Ja, v bistvu, če ne dropa Bitcoin skoraj $3000, kar valjda je možno, videli smo tudi že večje premike v manj časa, ampak se mi zdi bolj možno, da closamo nad to mediano. In kaj to pomeni v preteklosti, je to pomenilo, ke je ta indikator obarvan na rdeče, pa pride pol Bitcoin v ta kanal in pol če closa, mislim, nad to mediano, vidimo premik vsaj do pač te zgornje črte, če ne celo več. Tako da, tudi na to bodite pozorni, 5-day timeframe zdaj closa čez 2 dni. Se pravi, a bomo closali nad to mediano ali ne. In ja, mislim, to pa v bistvu to za to Bitcoin analizo pa za ta video. Vem, da je že dosti dolg, no, ampak se mi je zdaj pomembno tudi, da pač malo povemo o temule Bitcoinu. Če zanima koga Bitcoin trading, imava eno serijo na kanalu Bitcoin trading za začetnike, plus dol v opisu je Bybit link, kjer lahko dobite en sign-up bonus. Bybit je po mojem mnenju najboljša platforma za trading kriptota. To bo pa to za danes, tako da hvala, ke ste gledali, pa se vidimo v naslednjem videu.